Spoštovane gospe in gospodje, moje predavanje je namenjeno akademskemu slikarju in grafiku Bogdanu Borčiču. V mariborski sinagogi je še na ogled njegov zadnji grafični ciklus In principio erat Dachau. Splača se pogledati še v tem zadnjem razstavnem obdobju, ker te grafike so zares izjemne, nekaj posebnega. Treba je pa tudi povedati, da je tako rekoč sočasna v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu prav tako na ogled razstava, vendar izključno slik Bogdana Borčiča. In zanimivo je, da je ta razstava v Slovenj Gradcu nastala kot posledica monografije, ki so jo izdali, sicer z datumom 2020. To je ta monografija, ki vsebuje katalogizirano vseh 314 slik, 11 grafik in 5 skulptur, ki jih hrani stalna zbirka te Koroške galerije. Gre torej skoraj izključno za slike in na ogled pa so dela samo enega ciklusa, to so Vrata. Kurator te razstave je kustos Jernej Kožar, ki je napisal tudi uvodno besedilo. Treba je pa omeniti še dve monografiji. Monografija, ki je izšla septembra leta 2001 v Kostanjevici na Krki, in sicer v galeriji Božidar Jakac. V tej monografiji so izključno grafike, v bistvu najbolj izčrpna knjiga, pregled Borčičevih grafik in besedilo sta pa nekako napisala hčera Bogdana Borčiča, Barbara, in sam Bogdan. On se je posvetil svojemu življenjepisu in v tem življenjepisu je zelo obširno opisal svojo življenjsko pot. Tudi tisti 2 leti, ki jih je preživel v koncentracijskem taborišču Dachau. Barbara Borčič se je izjemno analitično posvetila posameznim grafičnim ciklom in ta monografija je dobila svoj pandan že leta 2003. To je tale monografija, ki pa jo je izdala tudi Koroška galerija likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Tukaj je pa spremno besedilo napisal tudi njihov kustos Jernej Kožar, ki je očitno prav izvedenec za Bogdana Borčiča. V tej zadnji knjigi je Bogdan Borčič tudi nekako avtobiografsko orisal svojo življenjsko pot v nekakšnem pogovoru z Andrejem Makucom. V galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki hranijo donacijo 1400 Borčičevih grafik, nekaj pa tudi risb. Tako da je seveda galerija v Kostanjevici na Krki pravzaprav ima največjo zbirko v tem
okviru, torej grafičnem, pa tudi risarskem na vsej Sloveniji. Poleg galerije Božidar Jakac in Koroške galerije likovnih umetnosti imajo veliko del Bogdana Borčiča tudi v stalni zbirki Umetnostne galerije Maribor. Naj povem, da je Bogdan Borčič imel tudi kar intenzivne stike z mariborsko kulturno sceno in tudi zaradi tega, ker je bil član Društva likovnih umetnikov Maribor, seveda poleg tega, da je bil tudi član Zveze slovenskih društev likovnih umetnikov, in je večkrat razstavljal tukaj pri nas, bodisi v novem razstavnem salonu Rotovž ali že prej starem, bodisi v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor. In v bistvu je leta 2008 pa že prej enkrat dobil nagrado Društva likovnih umetnikov Maribor skupaj z akademsko slikarko Polono Petek. Razstava je bila skrajno zanimiva in tudi zaradi tega, ker je na nek način galerija Društva likovnih umetnikov Maribor v neposredni bližini sinagoge, kjer zdaj razstavlja. Posthumno razstavo, pregledno razstavo njegovih grafik, pa smo pred kakšnima 2 letoma pokazali tudi v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, tudi iz zbirke galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. Torej, Bogdan Borčič je bil ves čas nekako tudi prisoten v Mariboru, kar nas zelo veseli, na kar smo zelo ponosni. Bogdan Borčič se je rodil v Ljubljani leta 1926, umrl je pa v Slovenj Gradcu leta 2014. Živel je zelo dolgo in to, k čemer se bom še vrnil, je nekaj tako zelo zanimivega, hkrati pretresljivega, da je v tem svojem zadnjem letu življenja uspel končati zadnji grafični ciklus, ki ga je naredil po naročilu iz Dachau. To je prav ta ciklus, ki ga imamo v mariborski sinagogi na ogled. To je In principio erat Dachau. Borčičeva dedek in oče sta izvirala iz Komiže na Visu, odtod je ta mehki Č v Borčičevem priimku. Oba z materjo, torej oče in mama, pa sta bila farmacevta in sta imela tudi lastno lekarno, kar je zelo zanimivo, da je oče, pa poleg tega, da je prodajal zdravila, je prodajal tudi fotografske aparate in je sam rad fotografiral. Tako da je na nek način Borčič že od otroških let bil v zvezi z likovno umetnostjo. Mali Bogdan je na otoku pogosto preživljal svoje počitnice in Jadransko morje se mu je nekako postalo del njega, njegove ustvarjalne osebnosti. In na Visu pa je spoznal kot otrok majhen še njihovega viškega slikarja Vinka Foretiča, ki je bil vsepovsod prisoten s tem svojim štafelajem in z vsemi rekviziti. Tako da se je mali Bogdan že tedaj verjetno navdušil nad likovno umetnostjo. Bogdanov oče je kasneje na Golniku, kjer se je zdravil za jetiko, spoznal Miho Maleša. In Miha Maleš ga je leta 1934, tik pred smrtjo očetovo, tudi portretiral. Bogdanova mama pa je bila podpornica prijateljev
oziroma članica prijateljev Društva Narodne galerije in tako je družina obiskovala večino likovno-umetnostnih razstav, ki so jih prirejali v Ljubljani. Miha Maleš je bil tudi prvi, ki je spoznal talent mladega Bogdana in ga je priporočal Mateju Sternenu, slavnemu impresionistu, ki ga leta 1943 povabil v svojo slikarsko delavnico oziroma slikarsko šolo. Leta 1944 pa se je že vpisal v risarsko šolo, sicer kiparja Franceta Goršeta. To leto je bilo usodno za Bogdana Borčiča. Namreč tega leta, ko je bil 17 let star, so ga zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto aretirali gestapovci. Sledila je internacija v koncentracionslager Dachau, kjer pa je srečal še druge slovenske umetnike, med drugim Nikolaja Omerza, s katerim je bil v bistvu dokaj povezan v tem razmerju učenec-učitelj, in tudi z Zoranom Mušičem je bil tam in pa z drugimi seveda. Dachauski ciklus Zorana Mušiča Nismo poslednji si je kasneje ogledal v Münchnu in je bil tako pretresen. Ta ciklus je zelo pretresljiv zaradi tega, ker je trupla so zmetana na kup čisto realistično, seveda v tem prepoznavnem, ekspresivno deformiranem slogu. In Bogdanu Borčiču se je zdelo, da ni več kaj zapovedati na to temo in je za dlje časa praktično nehal ustvarjati tudi te dachavske motive. Borčičevo likovno izhodišče je bilo torej izrazito figuralno, kar pa se je nadaljevalo tudi na Akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani. Borčič je bil eden prvih študentov, ki so se vpisali na to novo nastalo akademijo. Njegovi profesorji so bili Gojmir Anton Kos, France Mihelič, Božidar Jakac, Riko Debenjak. Diplomiral pa je pri Gabrielu Stupici, ki je bil po Borčičevem mnenju najboljši slikar. K Stupici se bomo kasneje še vrnili, saj mu je Borčič posvetil eno zanimivo sliko z naslovom Atelje mojega učitelja. Po diplomi se je Bogdan Borčič odpravil v Pariz v grafični atelje Johnnyja Friedländerja. V Parizu pa je tudi med sprehodi po galerijah spoznal francoske umetnike klasične moderne, odtod pa izvirajo tudi razni omaži temu in onemu francoskemu umetniku v francoščini. In to je pač odgovor, če si kdo zastavlja vprašanje, zakaj so nekateri naslovi Borčičevih slik v francoščini, neprevedeni. Med leti 1969 do 1973 je sprva poučeval na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, do leta 1984 pa na grafičnem oddelku iste ustanove in je postal eden izmed vodilnih predstavnikov ljubljanske grafične šole. Leta 1980 se je preselil v Slovenj Gradec, kjer je živel in ustvarjal, kasneje pa je tam v bistvu k hiši dozidal tudi en velik, res zelo, zelo velik atelje, v katerem je potem lahko svobodno ustvarjal. Morda bi na tem mestu opisal svojo izkušnjo. Ko sem bil prvič pri njemu, sva
prišla z kolegom iz Društva likovnih umetnikov Maribor, tedaj tajnikom, žal že tudi pokojnim Ivom Gojsnikerjem. Ivo je vzel svoj majhen avto s seboj. Ko sva prišla v atelje, sva gledala tam z odprtimi usmi tisto ogromen prostor. In še bolj sva pa bila presenečena, ko nama je Bogdan dal za društveno razstavo eno res ogromno sliko, ki sva jo potem morala inštalirati na streho. Skratka, Borčič je nekako v tem obdobju po letu 80 prišel na velika platna in torej v tem svojem značilnem minimalizmu, ki ga je razvil seveda postopoma, delal še kar veliko časa, tudi ne samo v slikarskih tehnikah, ampak tudi v grafičnih. Borčičev likovni opus lahko po Jerneju Kožarju razdelimo nekako v 3 glavna obdobja. To je poakademijsko obdobje nekje do leta 1970. V tem času so se dejansko tudi tematsko in slogovno prepletale grafike z slikami, s tem, da se je slikal izključno v tehnikah olja na platnu. Drugi del med leti 70 in 80, ko se je skoraj izključno posvetil grafikam v tehniki jedkanice in akvatinte, tudi drugih seveda. Motivsko se je tedaj osredotočil na školjke. In pa zadnji del, ko se znova prepleta slikarstvo, tokrat v tehnikah akrila na platnu in grafika. Če čisto na kratko omenimo zgodnje obdobje, zanimivo je, da se je začel posvečati portretom, predvsem avtoportretom, pa tudi portretom drugih svojih znancev. In že kmalu pa je nekako prišlo v njegovo ustvarjalnost je ta stik z Jadranskim morjem. In tako so začela nastajati dela, tudi cikli, kot so recimo ribiči. Ribiči so bili izključno stilizirani kot silhuete, potem čolni na nosilih, mreže, ki so jih ribiči sušili. Mreže ostanejo neke vrste stalnica v njegovem opusu. Ribiška znamenja. Zanimivo, tudi v zgodnjem obdobju, nekje okrog leta 65, se pojavijo vrata, ribiška vrata. In tudi krčme v Komiži, prav z naslovom Komiška krčma, Velika konoba in podobno, tako v grafikah kot tudi v slikarstvu. In to zgodnje obdobje je resnično prežeto z morjem. Kar je zanimivo, da nekaj, kar ni, bi rekel, morski motiv, je pa ena zanimiva figurica, imenovana Ptičje strašilo. In ta figurica je pravzaprav ptič, ki ima kar izrazit rep, ukrivljeno telo in glavo, dokaj veliko. Pod to glavo pa, kot da bi iz kengurujevega telesa molila ven glava, očitno Borčičeva, s pipo. In to je skrajno nenavadno, lahko bi rekli, da gre za nek simbolni avtoportret, kot prisotnost umetnika samega na slikovni površini. Tako da je to Ptičje strašilo en element nadrealizma, ki se pojavi že dokaj zgodaj.
Temu zgodnjemu obdobju po akademijskemu je nekako okrog leta 1970 se nenadoma pojavila motivika školjk. Školjke so pravzaprav trajale skoraj 10 let pri Bogdanu Borčiču. In v Univerzitetni knjižnici v Mariboru smo imeli tudi srečo in čast, da smo si ogledali posthumno pregledno razstavo grafik od najzgodnejših do zadnjih Bogdana Borčiča, hkrati pa tudi nekaj njegovih beležk. In tam v tistih beležkah so opazovalci lahko videli, s kakšno minucioznostjo, s kakšno tako rekoč znanstveno natančnostjo se Bogdan Borčič posvečal tem školjkam. Ampak ne samo, da ga je zanimala oblika kot taka. Lahko bi rekli recimo, da ga je pritegnila simbolika teh odmrlih živih bitij. Školjke so torej te, ki so ohranjene, so mrtve, tako rekoč, so zunanji skeleti. Ampak ne, Borčiča je zanimala tudi njihova konstrukcija, njihova, če želite, matematika. In na samih grafikah, kot izdelkih, torej končnih, kakor tudi v njegovih beležkah in skicah, je velikokrat opaziti študije zlatega reza. V bistvu zlatemu rezu so se posvečali že Egipčani, pa skratka Grki, recimo Evklid se je poglobil v to problematiko, tudi Platon, Pitagora, skratka klasični Grki. In v bistvu obstaja več različnih interpretacij zlatega reza. Najbolj osnovna je ta linearna, skratka gre za razmerje, ki ga lahko ponazorimo z razdelitvijo daljice na dva neenaka dela, tako da je razmerje celotne dolžine daljice proti večjemu delu enako razmerju večjega proti manjšemu. In to razmerje je približno 1,618033988 in tako dalje. Skratka, gre za neko neskončno možnost neskončnega prehajanja torej enega razmerja v drugega. Ampak tisto, kar je pri zlatem rezu Borčiča najbolj pritegnilo, je pa to Fibonaccijevo zaporedje, ki se ga da najti v živih bitjih in se nekako manifestira v spiralah, ki jih je odkrival v teh školjkah, tudi polžjih hišicah. Spirale, ki so recimo v razporeditvi semen v sončničnem cvetu, pa tudi drugje. In to Fibonaccijevo zaporedje se najde lahko recimo pri razmnoževanju zajcev, pri razmnoževanju čebel. Skratka, gre za nek proporc, neko zaporedje, ki je zakonitost v vesolju. Ker tudi spiralne galaksije, tudi v njih lahko odkrivamo ta proporc zlatega reza. In zlati rez dejansko latinsko je sectio aurea, ampak ima pa tudi še drugi naziv, to pa je proportio divina, božanski proporc. Zakaj je Bogdana Borčiča ta božanski proporc tako privlačil? Zakaj so ga školjke tako pritegnile, da se jim je posvetil kar celo desetletje?
ostaja vprašanje, ampak brez dvoma se je Bogdan Borčič nekako zavedal tudi neke transcendentne eksistence, ki jo zaslutimo kasneje v dveh likovnih delih njegovih, kjer omenja neko transcendentno entiteto. Tisto, kar je zelo pomembno in kar že od samega začetka spremlja Bogdana Borčiča, je njegova plastična, tridimenzionalna vizija, videnje realnosti, ki jo potem tudi upodobi. Ne glede na vse navidezno ploskovite likovne kompozicije, konstrukcije, strukture, like, je bil Borčič v bistvu kipar. Tridimenzionalno je doživljal, tudi barve je doživljal tridimenzionalno. In njegov nadaljnji razvoj je bil zelo zanimiv. On je preko neke faze postekspresionizma prešel v minimalizem, v slikarstvo barvnih ploskev. Predtem se je posvečal tudi posebnim likom, geometrijskim. Njegovi osnovni objekti so bili praviloma pravokotnik, bodisi ležeč ali stoječ, kvadrat, trikotnik, celo serijo je posvetil trikotnikom, ki so zopet delovali plastično kot piramide. Potem pa razne izpeljave v obliki stola, mize, tudi štafelaja, meandra. V teh prevladujočih zakonitostih ortogonalnosti pa relativno redko nastopa samostojna diagonala in krivulja. Recimo vrata solinarskih skladišč, imamo eno krivuljo zgoraj, ki se zdi kot kakšen obok nebeški ali kaj podobnega. V tem okviru bi se morda posvetil vratom. Ta vrata Borčičeva, omenil sem že leto 1965, ko je nastal ribiški portal, in potem cela serija vrat, ki so se pojavljala ne tako, bi rekel, kronološko, ampak na nek način v vsakem od njegovih obdobij, tudi v tem zadnjem Dachauvskem ciklu. Zanimiva je recimo slika Požarna vrata Pečkovega ateljeja, akademski slikar Karl Pečko, ki je bil dolga leta direktor tudi Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Zelo zanimiva interpretacija, kako je sploh prišel na idejo, da upodobi, seveda čisto simbolno kaj takšnega. Potem so tukaj še temna vrata, to so vse slike, vrata pa je upodobil tudi v grafiki. Jaz bi recimo tukaj navezal na nekaj teh vrat koncentracijskega taborišča Dachau, ki so na ogled v mariborski sinagogi še trenutno. To so vrata oziroma portal vhoda v koncentracijsko taborišče. Vhod ni bil hkrati tudi izhod, kajti nihče ni prišel ven živ. Potem so tukaj vrata tako imenovanega Brausenbada, torej norčevanje iz ljudi, ki so jih nagnali noter, da so potem spuščali
plin skozi te pipe za tuš. Potem so tukaj vrata krematorijev, krematorijskih peči. Vrat je ogromna. Ni čuda, da se jim je Bogdan Borčič tako zelo posvečal, kajti v njegovem življenju so pomenila zelo veliko. Posvetil bi se tudi ciklu Atelje, ki je na ogled v Koroški galeriji likovne umetnosti v Slovenj Gradcu. To je kontinuiran cikl, tako kot recimo tudi Vrata. In v tem ateljeju najdemo notri oblike stola, prepoznavne oblike mize, tudi štafelaja. In včasih je ta atelje, kot je to pogosto tudi v delih Bogdana Borčiča, nekako pogled iz ptičje perspektive. Borčič ne gleda samo naris, ampak tudi tloris. In v tem je tudi ta njegova značilnost tridimenzionalnega opazovanja in odslikovanja. Omenil sem že, da je Bogdan Borčič čutil eno globoko spoštovanje do svojega učitelja Gabriela Stupice in v tem kontekstu ateljejev sem omenil delo, ki je posvečeno Gabrielu Stupici, in sicer gre za neko neobičajno izpeljanko tega cikla njegovega ateljeji z naslovom Atelje mojega učitelja, skico Borčičevo iz leta 1999. Avtor je tukaj uporabil tedaj še izjemoma tehniko kolaža, ki jo kasneje vedno bolj in bolj razvija. In ta kolaž predstavlja iztrgan članek o Gabrielu Stupici, vključno z reprodukcijo njegovega avtoportreta. Tistega znanega avtoportreta s štafelajem in ščopičem, s takšno silhuetno figuro. Dejansko lahko o kasnejši minimalistični redukciji likovnih objektov pri Borčiču govorimo le v makromerilu, zaradi tega, ker je na mikronivoju bilo veliko struktur na teh ploskvah barvnih. Če smo jih od blizu pogledali, so bile zelo strukturirane. In ta globinski vtis je bil zmeraj prisoten. Zanimivo, da tudi pri grafikah, ki so bile seveda grizajne, praviloma črno-sivo-bele, si dobil občutek nekakšnega lebdenja. Pri Borčiču je vse lebdi nekako v tretjo dimenzijo. Dejal bi, da lebdi tudi v kakšno transcendentno dimenzijo. Kajti ne moremo mimo tega duhovnega sveta pri Borčičevih likovnih delih. In hkrati tudi njegov minimalizem je minimalizem z dušo. To niso neke brezdušne abstrakcije, ampak je njegova duša tukaj prisotna v teh delih, v teh barvnih ploskvah. Če recimo omenimo nekaj Borčičevih najljubših abstraktnih ekspresionistov, ki so pač razvili geometrijsko abstrakcijo v neko določeno smer, ki je Borčiču ustrezala, ki je bila njemu blizu, tako kot recimo Barnett Newman. Po Barnettu Newmanu je morda povzel tisti ziper, zadrgo, ki gre sredi barvne ploskve kot neka zareza. Tudi sive slike, rdeče slike so kot neke vrste omaži Adu Reinhardu. Zelo pa je bil Bogdan Borčič navdušen tudi nad Markom
rodkom. In tudi tam v Borčičevem opusu lahko vidimo neke odmeve rodka s to subtilno barvno gradacijo. Zanimivo je, da je Bogdan Borčič po eni strani imel tako natančne reze, robove po eni strani, po drugi strani pa je obvladoval tisto sfumature, mehka prehajanja med posameznimi robovi, med posameznimi liki. In tukaj recimo on je bil izjemno sistematičen, kar se tiče grafik, ekstremno natančen, minuciozen in jaz bi bolj kot anekdoto omenil, da je to šlo morda za maščevanje Nemcem, za tisto njihovo pedantnost, s katero so vodili koncentracijska taborišča. To je že mejilo na obsedenost s pedantnostjo. In kaj so na koncu dosegli? Ničesar. Zelo pretresljiva je tudi v bistvu slika, tudi manjši ciklus, oziroma ta številka se ponavlja tudi v teh zadnjih grafikah. Razstava Ujetnik številka 91324 ali 91324 je bila organizirana maja leta 2005 v Koroški galeriji likovne umetnosti v Slovenj Gradcu. Tega istega leta 2005 je Bogdan Borčič prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Hkrati pa je tudi v tem času nekako prvič prišlo do sodelovanja z spominskim muzejem koncentracijskega taborišča Dachau. In sicer je dr. Mihaela Heibl prišla osebno k umetniku in ga prosila za sodelovanje v celoviti vlogi pričevalca in hkrati umetnika na mednarodnem simpoziju in likovno-dokumentarni razstavi leta 2004. Na nek način je to leto 2004, pa leto kasneje 2005, ko je bila ta razstava iz Dachaua prenešena v Slovenj Gradec. V tistem letu je tudi umrl Zoran Mušič, njegov sojetnik v Dachau. Leto 2005 pomeni še novo prelomnico, eno od številnih v življenju Bogdana Borčiča. In na tej razstavi recimo je bilo moč nekako didaktično spremljati, na primer, stopnjevanje formalne stilizacije te silhuetne človeške figure do brezosebnega znaka, potem nastanek oziroma razvoj tega ortogonalnega omrežja, ki je pravzaprav simbol tele bodeče žice okoli koncentracijskega taborišča, potem tukaj zaporniške obleke, ki imajo tudi tale vzorec ene mreže. Tistega leta smo lahko videli tudi razvoj simbolične motivike školjk, razne barake, ti štebunkeri, krematoriji, pojav nekromatičnega kolorita kot simbola represije in podobno, tudi kolaži, tedaj že, in pa ta vse prisotna številka 91324. Zanimivo pa je, da se ob tej številki, pa tudi samostojno, pojavlja en rdeč trikotnik. Rdeča barva. Kaj je ta rdeč trikotnik tako pomenil Bogdanu Borčiču? To je bila oznaka političnega zapornika pri 17 letih. Ta rdeča barva je v kasnejšem opusu Bogdana Borčiča zelo prisotna, zelo živahna, v bistvu najbolj žareča. On je to
to, bi rekel, negativno simboliko spremenil v simbol življenja. Omenil sem že, da je razstavljal v sosednji galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor na Židovskem trgu skupaj s Polonom Petek kot nagrajenec iz leta 2008, razstava je bila kasnejšega leta 2009. No in zanimivo je bilo opazovati, kako je Bogdan Borčič na nek način prešel iz tega minimalizma potem v informel. Zaradi tega, sicer je že prej se spogledoval z informelom, tudi nekatere njegove zgodnje grafike so informelovske. Prej sem omenil omrežje. Borčič je perforiral svoje matrice grafične, ki jih je potem odtiskoval, tako da so te luknjice se dejansko dale zopet neko obliko nekega omrežja. Ta informel je bil zelo poseben. Tole v Mariboru smo videli, kako je razstavo je čisto majhne pravokotne formate, kvadratne formate. V tem je ravno bila poanta, kajti pri njemu so kvadratni formati bili zelo redki, hkrati pa je tudi okvir bil del likovnine. Ozadja so bila grafična, enobarvna, monokromatska, potem pa je na to nalepil gor razne predmete iz svojega ateljeja. No in ti predmeti iz njegovega ateljeja so nekaj popolnoma osebnega. Tako bi lahko dejali, da je tudi ta ciklus bil podoben tistemu ciklu z ptičjim strašilom, skratka prisotnost umetnika na slikovni površini. In tukaj najdemo čopiče njegove, tudi recimo Coca-Cole, konzerve, potem razne palice, s katerimi si je pomagal pri slikanju in veliko njegovih osebnih stvari. Morda bi pri teh njegovih osebnih stvarih, ki so prisotne na slikovni površini, omenil še nekaj, namreč to ptičje strašilo. Ptič za tem umetnikom, če se smem tako izraziti, z njegovo glavo s pipo, ki jo kadi, kot kenguru, gleda ven. Ta pipa se pojavi tudi v neki sliki, ki je posvečena Renéju Magrittu. Magritte je naslikal dve zanimivi sliki, eno z jabolko, ki jo je naslovil To ni jabolko, in s pipo, ki jo je naslovil To ni pipa. No, Borčič je tudi upodobil takšno pipo in je naslovil v francoščini delo Ta pipa ni Magrittova pipa. Kasneje pa je vkomponiral v sliko svojo pipo. Se pravi, da je na nek način kot en asemblaž dal svoj osebni predmet v likovno delo in to kar precej veliko likovno delo. Če povzamem celotni likovni opus Bogdana Borčiča, bi morda izpostavil to, da je bil neprestano raziskujoča osebnost, umetniška osebnost, vendar je ohranjal neke določene stalnice. Te stalnice so ga spremljali skozi vso ustvarjalno življenje, ampak na ta način, da se ni ponavljal, ampak da je ves čas iskal neke drugačne izrazne možnosti. In bil je kljub tem svojim fazam, minimalističnim, abstraktno-ekspresionističnim fazam, kjer je v bistvu izgubil likovni objekt, potem ga pa zopet našel, je bil z vsem svojim srcem, svojo dušo v svoji likovni ustvarjalnosti, v vsaki svoji grafiki, v vsaki svoji sliki. In karkoli je počel z nekim entuziazmom in izjemno natančno.
Kot sem že omenil, je bil tudi likovni pedagog, profesor na akademiji in na nek način se je ta njegova smisel prenašanja znanja na druge tudi odražal v samem likovnem ustvarjanju. Skratka, ni zadrževal zase svojega znanja, ampak ga je posredoval drugim, svoje izkušnje je posredoval gledalcem, opazovalcem njegovih likovnih del, ampak to na nek način ne ekspliciten, marveč tak, ki je spodbujal in še zmeraj seveda spodbuja opazovalca k razmišljanju. In to je njegova veličina, da te spodbudi k razmišljanju o smislu življenja in smrti, o nesmislu sovraštva, o nesmislu vojne, o tem, da mi nismo trupla, ampak smo živi ljudje. In vsako živo bitje, ne samo človek, tudi živali, tudi rastline, si zaslužijo svoje dostojanstvo. In to zadnje naročilo iz spominskega muzeja Dachau, ki ga je izvedel tik pred smrtjo, je bil dokaz, ponovno dokaz, da je Bogdan Borčič premagal nacizem, premagal je vojno, premagal je sovraštvo in se je tik pred smrtjo še enkrat drznil z vsem pogumom vrniti nazaj v tisti pekel, ga podoživeti in ga premagati. Četudi je umrl, je še zmeraj živ. Leta 2005, ko so ga prvič povabili k sodelovanju, gospa Mihaela Heibl iz tega istega muzeja, je osebno bil prisoten kot pričevalec. Ni mu bilo težko iti nazaj, fizično v tisti pekel in tudi z svojimi likovnimi deli. Skratka, nacizem je bil v tistem taborišču in vseh ostalih premagan. Tudi zahvaljujoč Bogdanu Borčiču. In zato smo mu Slovenci lahko hvaležni. Kajti bil je res velik umetnik in velik človek. In s tem bi zaključil svoje kratko predavanje, en res hiter oris Borčičeve likovne ustvarjalnosti. Hvala lepa.